Fajn. Inspiracijski podcast z Maja Monroe. Pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vsak teden razveseljujemo in inspiriramo z zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli, sledijo svojemu srcu in so pri tem uspešni. Se pravi, v naših zgodbah, v našem podcastu vam lahko vedno znova pokažemo, da to obstaja, da delaš to, kar te veseli in lahko od tega tudi živiš. In danes je z mano izjemna ženska, mama in podjetnica z res norimi idejami, ki jih uresničuje. To je Alenka Mrzdovnik. Alenka, pozdravljena. Čau, živijo. Hvala lepa za povabilo in mogoče, če kar takoj povem, uspešnost, to je v bistvu mindset podjetnika, podjetnice, da se ti počutiš, da si uspešno oziroma da si želiš uspeti in to je tisto, kar te najbolj žene. Mogoče začneva kar tukaj. Mindset. Si ti od vedno imela v sebi ta podjetniški mindset oziroma ta drive? Ali kaj se je zgodilo, oziroma kaj so tisti tvoji ključni mejniki na tvoji poti, da si ti ta mindset oblikovala in tudi zaupala v bistvu v njega? Jaz nisem se za podjetništvom prej nikoli srečevala, tudi v nekem ožjem sorodstvu nimamo podjetnikov, tako da je bilo ta odločitev iti na svojo poslovno pot zame zelo velik izziv in zelo veliko dela na mindsetu. Tako da sem takoj z tem, ko sem začela poslovno potjo zelo intenzivno začela delati na svojem mindsetu, tako da od raznih orodij, izobraževanj, ker verjamem in sem pač sama dokaz temu, da tako kot ti razmišljaš, osebnostno rasteš, tako rasteš tudi poslovno. Tako hitro in tako močno, kot razmišljaš, tako hitro in tako močno tudi rasteš. Tako da je to eden ključnih dejavnikov, da spremeniš oziroma delaš na osebni rasti, na svojem mindsetu. No, to je zelo zanimivo, ko si povedala, da v bistvu niso niti v družini bili, tako da nisi imela nekih vzornikov, ampak se mogoče spomniš tega trenutka, ko si ti začutila, jaz hočem iti na svojo pot. Se spomniš, kdaj se je to zgodilo oziroma kaj pa je vseeno bil tisti trigger, veš, da si ti rekla, veš kaj, jaz pa grem na svojo pot. Ne glede na to, da nimam vzornikov, ne glede na to, da še nisem nikoli, jaz grem. Začelo se je v bistvu že v času, ko sem jaz bila zaposlena v službi, v velikem podjetju z 1000 zaposlenimi in tam v bistvu nekako nisem več se počutila izpolnjeno. Začelo mi je manjkati elana, idej, nisem bila izkoriščena, sem se počutila, kot da ni moj potencial izkoriščen. Potem sem zbolela, borelijo sem takrat dobila, sem začela razmišljati, kaj meni to v bistvu kaže, da nekaj ne štima, da nekaj me v tej smeri pač, da ne bom nadaljevala. Tako da sem potem se jaz v tistem času kar odločila za družino, da nekaj pač drugje najdem, nekaj pač rastem s tem. Bil je tudi že čas, ker nisem bila več najmlajša, pri 35 sem prvega otroka rodila. Potem takoj kar še drugega, sem se odločila, da bo kar eden za drugim, ker je pač zdaj ta čas bil. In v tistem času sem jaz v bistvu vedela, da ne bom več šla nazaj v službo, redno takšno, kot sem bila vajena. In v tistem času sem v bistvu jaz zelo intenzivno razmišljala, kaj bi jaz sploh počela. Kaj mene sploh veseli, kaj je tisto, kar sploh nisem vedela, kaj. Sem razmišljala, ne znam štrikati, ne znam slikati, risati, kaj bi jaz počela, ampak vedela sem pa, da želim početi delati od doma. To mi je bil drive, to mi je bil fokus, nekaj najti, kar bi jaz lahko počela in delala od doma, da bom jaz lahko razporejala svoj čas in pa, da bom na razpolago otrokom, ker sem pač bila majhna otročka še, dojenčka, tako da takoj povratka v službo nazaj ni bilo in sem jaz tako začela potem se zanimati za kaj bi počela in nekako prišla do ene ideje, ker smo se tudi v istem času porodniške v bistvu preselili v večjo stanovanjsko hišo na istem zemljišču. In sem začela tisto manjšo hiško potem oddajati, tesno za hec v bistvu najprej, ampak je bil fenomenalni odziv od gostov iz celega sveta, že kar takoj, tako da so me v bistvu ful presenetili, sploh nisem še imela vse poštimano, tako bi mogli biti. Tako da je potem v bistvu to bil en taki začetek, da bi pa, mogoče bi pa lahko od tega živela. Za ena hiška pač je premalo, da bi od tega prav lahko živel, ker pač imam posest tako na hribu. Sem nekje pač neki članek prebrala o glampingu, da je to novi trend in tako sem
sem prišla do ideje, da to pa bi res lahko na tem posesti postavila še kakšno manjšo hiško in bi s tem tudi zadostila, da bi imela več kapacitet, ki bi lahko od tega tudi živela in delala od doma in razporejala svoj čas in bila na razpolago otrokom. Vidiš, tako te poslušam, to je prav neverjetno, ne? V bistvu je šlo cel čas za to, da si bila pač prebujena oziroma čuječna do svojih notranjih klicev, ne, do svoje intuicije, ki so ti najprej rekli, ne se več vrni v službo, oziroma že pred tem si rekla, ne, nisem izpolnjena, potem si v bistvu začutila, mogoče bi lahko se posvetila zdaj družini oziroma ustvarila družino, to mi sigurno prinese nek nov smisel, in potem, ko si videla, da ti ga na nek način je, da hočeš potem zdaj to zaščititi, to ohraniti, se pravi, ne iti stran od družine, ne iti stran od tega življenja, ki je nastalo, si bila spet odprta, ne, in si razmišljala pač, ne vem, tako kot si rekla, tu imamo eno hiško, dajmo probati, in se mi zdi več časih, ko govorijo, če greš po tisti notranji poti, da se kar same stvari, ne, in ko ti rečeš, da je kar naenkrat so turisti prišli, se mi zdi, da je to, ne, ko ti vesolje v bistvu vrne, ko ti da nagrado, zato ker si sledila svojemu srcu. Ampak pol, tako kot si rekla, je bilo treba biti naprej odprt in naprej tudi pogumen, ne, in potem je nastala v bistvu Panorama Glamping Vizole, se pravi ta res lična mala hiška na vrhu hribčka, ki je pa istočasno tudi res pravi glamping. Mislim, pač vidi se, da si dala srce v njo, ne. Ker si rekla prej recimo, ne, da si dala hiško, pa so itak prišli turisti, ti bi lahko rekla, tam še malo nekaj zraven zgradimo, se bo se itak oddajalo, ampak dosti pač vseeno turističnih ponudnikov v Sloveniji ne da več celega srca noter. Pri tebi pa, ko vidim to hiško, vidiš, da si res šla na nek nivo, ne? Kaj je bilo pri tebi tisto, da si rekla, ne, jaz pa hočem res pač dodelano stvar dati na trg? Kako se sam ceniš, ne, na kakem nivoju si, ne, tako sem se tudi sama želela pač postaviti na neki višji nivo, ker se cenim, ne. Nekaj edinstvenega, zanimivega, kar pritegne, ne, glamping hišk je zelo veliko različic obstaja, ne, tipov hišk in tu sem imela tudi eno pač zelo dobro srečo v bistvu, ne, ker prvotno je bila oblika hiške predvidena čisto drugačna in sem spoznala eno arhitektko, ki mi je ponudila, da bi mi pa ona naredila malo po svoje, ne, in sem bila odprta spet, ne, nisem vztrajala na tvojem, ne, jaz hočem tako, tista je bila pač nekaj, kar bi se pač dalo narediti iz svoje glave, ne. Ampak tu sem bila odprta, evo spet, ne, da mi je izrisala in mi je bila najprej šok, ne, kaka oblika, ne, bo zdaj to pasalo v to okolje, ne, pohorsko, ampak je vseeno bila tak edinstvena, da potem se opogumila in uporabila res ta model, ki je, evo, res se je vleče, ne, ker moraš biti drugačen, ko nastopiš z nečem, kar pač drugje ni in pa res poslovno začeti z malega, ne. So glampingi, ko jih pač obvladujejo to, ne vem, kakva večja podjetja ali pa premožnejši ljudje, ko to v par mesecih, pol leta recimo postavi cela vas, tu pa gremo počasi, ne. To je pač družinsko oziroma moje podjetje, ne, to sem jaz, en človek, ki vse to mora voditi, furati, ne. To ni tako enostavno, ne moreš ti tako hitro rasti tudi, ne, ko smo se prej pogovarjali, ne tvoj mindset, ne tvoja, ne folgaš, ne, tako da je fajn, če počasi rasteš in tisto kvalitetno in na res nekem dobrem nivoju, no. Tudi potrpežljivost v bistvu mora biti zelo pomembna sestavina te poti, se mi zdi, ne. Ti je bilo kdaj težko, si bila kdaj neočakana ali pa ti je bilo kdaj, ne vem, veš, tisti dvom, kaj pa če ne bo? Ja, tudi, no, se tudi pojavi, ampak ni bil močnejši od mene, ne. Večja je bila vera v uspeh, to je tisti mindset moj, ne, da pač uspelo mi bo, vsem uspešna. Kaj mi je bilo težko, v bistvu res tale potrpežljivost je moj faktor, ne, ker ne gre, ne, tako hitro, ne, drugače pa so to izredno zahtevni časi, ne, izjemni napori, no, ves čas v bistvu, ne, se pravi, vsem si sam, ne, od pridobivanja dokumentacije na začetku, potem gradnja sama, ne, to fizično postaviti, ne, to smo sami postavljali. Zagotoviti finančna sredstva, ne, kot eden, sam jih nimaš toliko na razpolago. Znanja o trženju, recimo, področje, ne, kako zdaj to, kje se lansirati, kje so moje stranke, ne, kakšna sploh je moja stranka, ne. Pomanjka nekakve podpore, ne, se pravim, sicer družina mi
stoji ob strani, ne, me podpira. Zgodilo se je vmes, da partner ni imel več dovolj podpore zame, tako da smo žal potem tudi zaključila, tako da sem vmes postala še mati samohranilka, tako da imam take izzive, take močne, res preizkušnje življenjske, no, ampak moja pot me tako močno vodi, da vse, kar mi ne služi, odpada po poti do cilja. No. Prav res navdihujoče te poslušati, tudi če govoriš o težkih stvareh iz svojega življenja, zato ker se mi zdi, da tako kot si rekla, pač imaš ta močen drive in mu zaupaš, in to je nekaj, kar se mi zdi, da danes ne zaupamo več temu notranjemu glasu, da je to tisto glavno sporočilo, v bistvu, ki ga morajo ljudje slišati, da v nas je dovolj moči in dovolj pravih nekih smernic, da če bi prisluhnili, bi vsi nekako šli po pravi poti. In ne glede na to, kaj se je vmes zgodilo, kolikor te jaz čutim, si ti zelo prepričana še vedno, da hodiš po pravi poti. Ne? Jaz vedno najdem rešitev, treba se mogoče malo prilagoditi, ne zdaj recimo pač situacija taka, kot je. Tako da sem začela v bistvu že tako pred časom delati na vsebinah, ne. Pač biti pozoren naprej, že kaj se dogaja, pa se malo prilagajati. No, včasih bi si želela, da sem bolj hitro odzovem glede na trg, ampak se pravim, zaupam univerzumu, no, da je poskrbljeno zame in za vse in da me vodi in največ se v bistvu zdaj res k temu obračam. Ko si ravno odprla to temo, jaz vem, da ti v bistvu dosti organiziraš zraven tudi neke te dodatne programe oziroma si se povezala tudi z nekimi lokalnimi ponudniki, tako da ko človek pride k tebi, je lahko si zorganizira oziroma mu ti zorganiziraš pač različne dodatne izkušnje še, se pravi, ne gre samo za ležanje v posli ali pa, ne vem, gledanje tega čudovitega razgleda, ampak lahko ima človek tudi zelo aktivne počitnice. Zakaj se ti zdi recimo pomembno, da ko gremo tako na oddih, ne, da ga zapolnimo v bistvu tudi z nekim programom, ki je recimo duhovno malo bolj bogat? Za počitnice, ko greš, je fajn, da pač spoznaš okolje, kjer se nahajaš, tako da gostom recimo povem, imajo možnost, da sami raziskujejo, ne. Niso vsi, da si želijo biti vodeni, ne. Tako da jim povem, kaj je tu v okolici, od naravnih, kulturnih znamenitosti, dogodki, kakšni so organizirani. Imamo pa potem, jaz tudi sem pripravila za goste, v bistvu kar celo knjigo, ne, doživeti, ne, tako da imamo tule notri, ni da ni, ne, od degustacij vina, se pravi, džakuzije, itak zraven hiške, ne, tako da je to doživetje. Piknik, košarica, zunaj na travici, pridejo veliki šefi kuhati, sem pripraviti kosilo za njih, recimo me lahko na tako zelo ekskluzivno kosilo pri nas, izdelovanje iz gline, tudi ne zdaj, na to, da se nahajamo na stičišču treh zanimivih mest, sem se povezala kar z Mariborom, Ptujem in Celjem. Imajo kaj početi, no, v bistvu tako vsi ugotovijo pol na koncu, da so za kratek čas prišli, ne, ker če bi želeli pač utrip in to se skupaj tudi živeti, bi morali dlje časa ostati, ne. Mogoče je to ta nek predsodek, ne, ali pa, ne vem, neka mogoče navada, da v bistvu, če greš v tako malo hiško, da je to samo za 2-3 noči, ne. V bistvu pa bi lahko ob tem programu, ki ga ti zraven ponudiš, človek res si vzel čas, ne vem, jaz že vidim, kako pridem k tebi za 3 tedne in pišem knjigo v tej hiši. Res je ena taka točka, mir, tišina, tu si res stran od vsega, imaš vseeno dosti blizu, ne, 3 kilometre do mesta recimo, ampak si je čisto taka narava, no, si na podeželju, ni menih, ne slišiš ceste, ne slišiš ničesar, no, samo ptičke in mir. Drugače pa tudi take duhovna popotovanja se pri nas dogajajo, prebujanja, no. To pa ravno zato, ker se sama tudi s tem ukvarjam, ne. Se pač s tistim, čimer se lahko sama poistovetim, to lahko jaz potem tudi naprej ponudim, ne, v bistvu, oziroma jih povabim, da rastejo z mano, ne. Ker jaz v bistvu kar z njimi ko pripravim recimo tale dogodek Jaga Baba Retreat, to so pač taki uredniki organizirani v naravi, v bistvu je narava kot orodje, preko katerega rastemo osebnostno in razne svoje blokade spuščamo, tako da so to res ena taka duhovna popotovanja vase in v naravo, no, kar je v današnjem času zelo pomembno in res je zadnji čas, da se najdemo sami sebe, začutimo sebe in povezano z naravo, ker mi smo del narave, mi smo narava, ne. Ti retriti so bolj namenjeni ženskam, kolikor vem, in se mi zdi, da je
bi te kar tukaj vprašala, v bistvu, kako se ti počutiš kot ženska v tem svetu zdaj? Si v bistvu podjetnica, sama gradiš svojo pot, ampak kaj misliš, da je za žensko pomembno, s čim se mora opremiti duhovno, da lahko sploh preživi danes? Najdi svojo moč v sebi, no? Ker ženske so bile v preteklosti zelo nekako zatrte. Ženska moč je bila spregledana oziroma pomanjšana, kot da ni pač ne, bi rekla, enakopravna v bistvu, no? Ampak imamo eno izjemno moč in smo izjemno sposobne. In to smo pozabile, no? In to je treba prebuditi in zdaj je ta čas, frekvence zemlje se spreminjajo in se dviguje ta vibracija in zato se zdaj ženske v bistvu tudi, jaz verjamem, no, ker se pač sama prebujam, da se še katera prebuja. Nastopil je čas za žensko energijo, ki bo prišla na ospredje in bo prepoznana kot izjemna. Zato so tudi Jaga, Baba retriti, ne? Zato ker pač, tako kot pravim, jaz lahko neko stvar sodelujem ali vodim, če se sama poistovetim z njo, ne? Ženska in moška energija sta različni in ne bi želela, da so potem moteče energije zraven, ne, pa hormonske motnje, ne. Res je zdaj čas, da se ženska vase obrne in da nima zraven moškega, ki bi mogoče bi se težje, no. Tako da res eno tako čisto okolje nastane, ne, da je varna, da se lahko izrazi, da ima podporo, ne. Včasih so bili ženski krogi, ko so si ženske med sabo delile svoje izkušnje pa si pomagale, ne. Tako da nastaja nekaj takega, da smo si v oporo, pomoč, podporo, veliko, preveč časa je minilo, ko smo si ženske bile v bistvu na nek način kot tekmovalke, sovražnice, ne, katera je boljša, ni več tega, konec je s tem, dovolj. Mi si moramo med sabo pomagati, ne, se podpirati, si povzdigovati, ne, se pohvaliti, nobena ni boljša ena od druge, ne, ampak smo vse enake in vse močne in vse prečudovite. In tudi vsi ti občutki krivde, ki jih imamo, kadar bi si želele vzeti ta čas, kadar bi želele, ne, sploh če so otroci, pa mož, pa taki, včasih, pa oni bi nam še vsi pustili, pol pa smo me tiste, pa joj, pa ne vem, če bi šla zdaj nekam za 3 dni, recimo, pa to, ampak dejansko, ne, in ti in jaz imava to izkušnjo, ko si dovoliš, ko se res odcepiš za nekaj trenutkov, za par ur, za par dni, stran od tega vsakodnevnega življenja, šele takrat lahko najdeš ta nek mir, da si sploh lahko prisluhneš. Tako da, Alenka, hvala ti, da delaš te stvari v bistvu za ženske, hvala ti tudi, da tako čudovito hiško ponujaš in v bistvu še več kapacitet zdaj tudi gradiš, tako da sploh obstajajo kraji na zemlji in to ne tako daleč od nas, kamor lahko se mi, tisti, ki rabimo, čeprav vsak se mi zdi, da rabi v nekem trenutku, sploh umaknemo, ne, in v bistvu pridemo v stik z sabo, ne, ker tako kot si rekla, mi smo narava in samo v naravi je zares tisto pravo okolje, se mi zdi, ko si prisluhneš, ne. Kje si zdaj v tem nekem procesu prebujanja oziroma dosegla si verjetno že te neke stvari v glavi, ki si jih dala, jaz bi rada živela od tega, kar me veseli, oziroma rada bi delala od doma, neke stvari si že dosegla, kaj bi še rada dosegla, kje si zdaj na tej poti? Uživati na poti, da vse, kar počnem, da uživam, ne, in tudi vi, ne, kar počneš, da v tem uživaš, ne, da uživaš na poti že, da ni cilj je tisti, ki vidiš ga, kje boš enkrat se vidiš, ne, to ti je motivacija, fokus, ampak že na poti uživati, ne, kar počneš, da to rad počneš, na dnevni bazi, ne, si privošči, vzemi si čas zase, spij kavico v miru, pojdi na sprehod, ne, tudi na čas sem se naučila v bistvu vplivati ga, upogibati, ne, ker lahko tudi na čas vplivamo, včasih sem ga lovila, ne, ker mi je zmanjkovalo časa, nikoli nisem, še to. Na koncu nisem imela, sem kaj naredila veliko ali nisem, časa mi je vedno zmanjkalo, ne. Pa vse pustim, grem v gozd, na sprehod, tam se usedem na eno deblo ob potočku in se pogovarjam s sabo, z vodo, z drevesi, pridem nazaj, se mi zdi, da je ura bila toliko, kot je bila prej. Ne, čas me je v bistvu počakal, ne. In potem imam tako čiste misli, da jaz lahko v tistem času, kar imam doma za narediti, sem v bistvu 10-krat bolj efektivna. Zato, ker imam
prečiščene energije. To predvsem, no, da se ne ženem, da nisem neučakana, da spuščam. Spusti pričakovanja, ne forsiraj, ne na silo, počasi, vse bo, univerzum bo poskrbel, vse je v pravem času, v pravem mestu, v pravem trenutku za pravo osebo. Izjemen zaključek današnjega podcasta, Alenka, hvala ti in dragi poslušalci, pojdimo danes v dan na tak način, spustimo in zaupajmo času. Čas je na naši strani, čemu seveda to dovolimo. Tako da bodite lepo še naprej. Alenka, hvala ti, čau. Hvala tebi, čau, čau. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.